da začnemo. Bili smo vsi skupaj na čelu z našimi referenti, zelo disciplinirani glede časa in predlagam, da tudi nekako ulovimo čas za kosilo, 13 ura, mogoče kakšno minuto, tako da bi vas prosil, da ste s vprašanji kratki in jasni in da dopustite lahko več vprašati in bi se na določen čas umili. Naši referenti so tukaj na razpolago za vaša vprašanja. Jaz bi nekako z te strani stvar koordiniral, pa kar prosim. Tako je, dr. Tomaž Pavlin, kar te prvo. Hvala. Tomaž Pavlin, Fakultete za šport. Čestitke Janez Temi in ekipi in organizaciji za tale simpozij. Krasno se odkrito ene domovinske osebnosti. Bi pa opozoril na nekaj. Jaz sem bil sicer zadolženega poznati kot Sokol. In mogo biti sicer dogovorim in tako naprej, ampak dobro, ko sem malo če pobrskal po obstoječem arhivu Sokola, zdravstva Ljubljanskega Sokola, arhivu Slovenije, sem dobil en dokument iz leta 1929, začet 1929, kjer ga poziva, da je plača članarino. In to je vse. Kaj češ o tem govor, 15 minut, smo rekli, se postavljate, ne? Torej, ali je bil Sokol, ali ne bi bo ostalo odprto vprašanje. Zaenkrat po letu 1929 v tem arhivu ga ni, tudi popisal sem vsem skozi arhiv, ga ne najdem, lahko da jaz to, ne, vprašanje. Ampak bi pa šel na drugo plat, namreč, ali je bil športnik, ali je bil športnik. Seveda, ko rečem športnik, moramo razumeti zgodovinsko realnost. To je na eni strani telovadnost, Sokolstvom, kot temeljna organizacija, temeljna dejavnost v tem času, in na drugi strani planinstvo, kot kar je bil pa že orisan in dobro častavan skozi referat Petra. Pojavi pa se ne nazadnje tudi kot športnik. In seveda športnik, kaj mislimo športnik? Šport se v bistvu na Slovenskem v desetletju pred prvo svetovno vojno še pojavlja. Preko klubov, letnih klubov, ne teh je recimo Ljubljanski sportni klub, drugi je pa je sportni klub Ilirija, ki je bil organiziran leta 11. Seveda šport pomeni tekma, ne rekreacija, smučarstvo in tako naprej. Torej, če že smučanje skozi ta vidik, ki je samo sebi namenjeno, zaradi nekega tekmovanja rezultata in tako naprej. Ali je Bil bil tukaj prisoten, ker se čas pomenja, da je recimo bil polovljen med rekreacijo in recimo v tem športnem vidiku. Skozi arhiv Ilirije pa recimo najdemo kot zmagovalca tekme leta 14 v Bohinju. Tako da oba Badjura sta bila recimo zanimiva člana tudi športne Ilirije, ki je bila sicer primarno nogometni klub. Torej oba Badjura, ki so bile Metoda in pa Rudolfa. Metod je igral nogomet, da so dve registrirane tekme za Ilirijo v letu 13. Rudolf pa je nastopil kot smučar, tekmovalec 14 let v Bohinju. Še več Ilirija je potem zaprosila, naj bi celo pripravil nek program smučanja za klub, kajti namerala se uspešti, se je že usmerjala tudi v smučanje, ampak žal je vojna prekinila. No, njeno delovanje in seveda s koncem prve svetovne vojne Ilirija se zbere, tudi svoje delovanje in seveda najprej se obrnejo pri snovanju smučarije tudi na Rudolfa Badjura. Rudolf Badjura je bil tedaj v ognišču, to je bil pač seja odbora maja, to smo danes že slišali, s tem, ko sem vedel, ko sem zasledil pri Iliriji, kakšno je ogniščo danes, zahvaljujoč Fratom, Blažu in pa Zvezdanu, je to jasno, torej v ognišču, v Bekne se potem vrne in je dejansko sodeloval na odborih Ilirije celo leto 19. Po 20. letu, oziroma v 20. letu, ga znova ni več, kaj se zgodi, predvidevam, in to je tudi še tema, ki jo bo treba seveda raziskati. Takrat se pojavi neka novica, da ne bi že osnovana Športna zveza Ljubljane, ki je dejansko pokrivala šport na Slovenskem, imenovala se samo Ljubljana, torej ne bi oni prevzeli organizacijo nekega smučarskega kluba, kar se potem je realiziralo in tako naprej. To sklepam zato, ker se ne nazadnje Rudolf Badjura pojavi v vodstvu oziroma v tekmovalnem odboru prvega državnega prvenstva v zimi 2021 v Bohinju. Zanimivo je, da potem, in to je spet ena zgodovina, ki se nam podpira in bo treba dobro raziskati, se je v letu 21, zlasti pa v 22. letu pojavi v Skali. Skala, ki je sicer nadaljevanje po neki strani, recimo, lahko neko rečemo kontinuiteto, ali pa niti ne kontinuiteto, neko sled, recimo, za trenovci, ki jih je že orisal Peter. Torej, skalaši in med ustavitelji skalašev je zopet brat Rudolfa Badjure, to je Metod. Očitno preko Metoda je Rudolf potem prišel do skalašev in prevzel organiziranje smučanja v Skali. Zanimivo je, da pri Skali je celo smučanje v nekem obdobju močnejše kot pa sam alpinizem.
Poznajo recimo 27 opustijo smučanje, se posvetijo bolj samo alpinizmu in tako naprej. Tukaj je eno dobro delo Škrljaka, ki bi bilo treba obnoviti, mogoče kaj to dela, objavljeno v planinskem vestniku iz leta 61, tako da lahko tukaj črpamo. Zakaj je Rudolf potem odšel iz Skale? Omenja se, da ne bi prišel v spor z predsednikom Bravnikom in glede zlasti gojenja smučanja, torej Ravnik zagovarja usmeritev na Komno, Vogel, torej Bohinjski kot. Rudolf se s tem ne bi strinjal, ampak nekaj več, torej nekaj podrobnih, mogoče bomo skozi druge arhive lahko to še bolj raziskal in Rudolf potem odide. Očitno je pa bil še aktiven v zimsko-športnem odseku Smučarske zveze Ljubljane, ki se potem pretvori v Jugoslovansko zimsko-športno zvezo za sedež v Ljubljani. Dejansko to je edina športna panoga, ki je bila sedež v Ljubljani. Sedež šport, zelo očet pred tem, ko je sedež tudi Sokola, ampak to je mnogo pomembnejši sedež smučarski bil, ker je pač organiziral vodo celotno telesno vzgojo v državnem nivoju. Tako da tukaj smo še eno novo listo, recimo njegovo odkrili in očitno po odhodu iz tega, oziroma iz Skale in potem recimo menijo v Boru, da niso omenili, da se razide tudi za zimsko športno zvezo, naj postal prosti strelec, ker ga najdemo med organizatorji smučarskih tečajev vse do leta 33, kot je v 20-letnici, oziroma 70-letnici zapisano v planinskem vestniku in tako naprej. Torej, neka plat, če bomo predstavljali spevke, ki bo treba še opisati, in seveda govori o tem, da je bil na drugi strani vse v tem obdobju veliki ljubitelj, recimo bolj ljubitelj tega smučanja, se je posvetil bolj temu, medtem se pa iz tekmovanega do neke mere omaknil. Ali se je moral to, da je vprašanje niti, ampak ga ne najdemo več. In seveda tudi smučanje potem prevzema Ilirija 80 leta in to naprej, ki da Olimpijce in Skala tega ni. Najlepša hvala, Pavlin. Še prispevek, samo na hitro komentar, bom nekoliko prehiteval, ampak kot sem omenil na začetku, iz tega simpozija naj bi do konca leta nastal tudi zbornik. Če bo še veljal dogovor, urednik tega zbornika se je ponudil profesor Matjaž Geršič in izšel bi na zbornik pri Geografskem inštitutu ZRC-ja, v katerem bi bili vsi ti prispevki objavljeni, pa bi predlagal dr. Pavlinu, da mislim, da ni nobenih ovir, da še ta zbornik tudi s tem področjem zanimivim dopolnimo. Najlepša hvala. Javnost, prosto. Pa lahko nekaj, samo na kratko. Tomaž, ti si omenil šport in šport, da se to nekako enači s tekmovanjem. Jaz sem sicer arhitekt, ko sem strokovnjak z področja telesne kulture, mogoče malo izgleda. Namreč Norvežani pojmujejo šport kot tak, kot prostočasno dejavnost od leta 1850 naprej in so to pojmenovali idret. To bo tudi resno pogovoriti. No, zdaj ne bom, sem arhitekt. Sem za to. Šport pa ni tekmovanje. V Evropi so šport pojmenovali idret kot šport in Rudolf Badjura je bil pionir športnega smučanja. Bil je pa nasprotnik tekmovanj, to je treba ločiti. Veliko ekspertizo, ker jaz nisem poznavalec tega, je napisal dr. John Allen, ki je predaval 6-krat v Sloveniji, tudi v kadetnici Maribor, in v njegovih knjigah je obrazložitev, kako naj mi, ki smo za Norvežani športno smučanje prevzeli, prevajamo idret. Idret pomeni gibanje in preživetje v naravi, ne samo potovanja, ampak so tudi izleti, hkrati način zdravega življenja, pokazati svojo fizično moč pred drugimi na netekmovalni način, ampak se pokazati, da znajo to. In Borut kot zgodovinar, ki je napisal knjigo Izum smučarske tradicije,
tam noter to opisuje. To so zanimive zadnji, vendar naj se poigrajo na Gortanovi 22, kaj je šport, kaj je tekmovanje, kaj je igret. Še ena zadeva, ki bi omenil, tudi je študent fakultete za šport, krasno razdelil, kaj je, ker ne ločujemo, saj mi, javnost, ne vi ali drugi ne, kaj je panoga, kaj je disciplina in kaj je zvrst. Hvala lepa, pika. Ja, hvala, prosim. Jaz bi rad v auditoriju, da ne bi to izvedelo kot razlaganje drugačnih ali različnih pojmovanj na tem področju. Ampak športna stroka je tu jasna. In vrsto let, desetletij, že obstoja poseb jasna razdelitev, da je šport nasploh kapa ali streha, da je to v srednjskem prostoru razdeljeno na 3 podrazličice, od katerih je ena športna vzgoja, ki teče v procesu od najmlajših prek osnovne šole, srednje šole do fakultet, se pravi športna vzgoja, drug del je rekreativni šport ali športna rekreacija, ki sem se zapisal življenjsko 40 let se delal na tem področju na fakulteti, in tretji del je vrhunski šport, ki pa je del, ki ga je namenjen tekmovanju, Olimpijske igre v Sočiju, Mazeva, ki je včeraj sicer država, kot so je 15. To je področje vrhunskega športa. To so različice in en od dejavnosti, s kateri se Badjura ukvarjal, seveda lahko umestil v te posamezne segmente. Hvala. No, torej, razprave v Badjuri so posegle na mnoga področja in to je znak, da je še veliko taka, ki ne bi. Jaz bi prosil, da se osredotočimo na tisto, kar je bila rdeča nit našega simpozija, pa da damo čim več. Samo replika. Predlaganje je predinstvo šport. Šport prihaja kot recimo angleški primer, preko angleškega vzora v Sloveniji, preko Nemčije in tako naprej. Šport seveda se bolj izstojeti za tekmo zakaj. Fuzbol to prihaja, kaj je za tekmo. Ne piše se recimo rekreaciji. Ko se v časopisih odprejo športne vesti, se simbolizirajo vedno s tekmi. Zato je to vedno bolj posebej tekmovalo jasno. Seveda je smučanje težilo za neko širino. Jasno je. Ampak recimo, če pogledate, kaj se piše o smučanju v takrat s tekmi. Tekmovanje, jasno. In zakaj skala nekaj na smučanje? Dobro. Je šlo v tekmovalno smer. Hvala. Mi najbrž družbeno-vojaški govornikov nismo dovolj kvalificirani, da to področje delamo, ampak lahko in se pravi, vsej zadeva je širša. Prosim, gospa. Še jaz nekaj povem, da meč o temi, ki danes še ni da več obravnavata. In sicer, da je Rudolf Badjura določal, ki naj bodo smučišča. In sicer jaz vem samo eno zgodbo. No, vem, da je to delo v Finju, v Plenici pa tako naprej, ampak ena zgodba iz Kranjske Gore. Namreč on je določil, tam je to, če se da smučišča, je bil sam gost. In on je določil, kje naj bo smučarsko smučišče, ne, na Preseki. In je šel, ker se smeti dogovarjal, so že zakodičili vse skupaj, ne, kje naj te bo. Nakar je prišel še na zadnjikrat v Kranjsko Goro, da se je zmenil vse, ko bojo začeli sekati. Takrat so se pa naenkrat kmetijska spravili in so prišli z vida in skosa na njega in je mogel teči iz Kranjske Gore do Martuljka, da je všel. Ker niso hoteli, da se poseka neko vodo. Tam je dosti poseka. Tudi tako je doživljajanje. Najlepša hvala. Sam to vprašam, kjerga leta je bilo to vloženo? Ja, za leta pa ne vemo. Ker 31 leta je dal, kot je bilo sigurno prej, ker 31 leta je dal vzorek od domačin poseka. Ja. 31. Ja. To je sigurno prej. Hvala lepa, no, zanimive zgodbe, prav lepa hvala, da je tukaj še drugače slišal. Naprej prosim. Eno vprašanje, vprašanje doktor Tokarja, prej ste omenil, da obdobje pred in med prvo svetovno vojno njegova vojaška kariera ni
del osvetljiv pred izdajo zbornika. Jaz mislim, da je vse možno. Le volja mora biti. No vse, a je volja? Ja, volja je, ko da naši napravi. To le zahteva neke finančne obveznosti, ker tu gre za kopiranje gradiva, gre za nekoga, ki bo tam, ki bo raziskoval. Če bo šel to naš človek, ki seveda finančne obveznosti tega človeka malo tam, da tam spi, da tam raziskuje, lahko se pa tudi tako sedja, da se najame neko osebo, ki išče v imenu tebe, to pa spet zahteva finančne obveznosti. V mojih izkušnjah jaz mislim, da to danes tako uradno ne bi šlo skozi. To recimo vojska plačala nekoga. Če bi šlo v kakšnih privat zasebnih verzijah, bi pa mogoče šlo. Lahko sam nekaj dodam. Ko sem jaz iskal patent Toneta Lazarja, čeljusti iz leta 1936, ker on dal patentirati, vsi patenti so obstali v Beogradu. In za ta patent, da bi oni mi ven poiskali, bi moral plačati, ker sem se pa patentnem uradu v Ljubljani pozanimal 1200 mark. Hvala, to vprašanje ga je postavil naš predsednik, mislim, da je zanimivo odgovor dr. Torkarja. Mogoče pa srečna okoliščina, da se z letošnjim letom začenja obeležitev 100-letnic Prve svetovne vojne. In ravno to Badirovo obdobje je manj znano, malo mogoče bila neka niša, preko katere bi lahko še prišli do. Samo ena podobnost, recimo temu, ko smo od Rudolfa Cvetka, recimo, ko smo ostalo spomenik v Senožeča v Prstne, je takrat Rok Strgar, kolega filozofskih fakulteta, raziskoval strogorsko vojsko in se je odkril marksike politike. Tako da to je nedolno pot, jasno, koliko bi vaše izločene finance, tam se skriva še marsike, sigurno mi ima napisano. Danes v Rudolfa Cvetku znamo njegovo vojaško zgodbo, bil je vojaški inštruktor, to je še en vojak, ker ga smemo poznavati in v bistvu prvim, zdaj ga števamo prvega olitica, se ne smeti. Ja, hvala. No, to je prav področje, ki ga tudi vojaški gorniki skušamo raziskovati. Imamo pa krovno organizacijo, našo Zveza slovenskih častnikov, žal tukaj ni razen nas prisotnega predstavnika uradno, aj mogoče to spodbuda, ker mislim, da je premalo osredotočena dejavnost Zveze slovenskih častnikov na to, da kariere slovenskih častnikov tudi od po letu 45 oziroma po letu 91 bolj podrobno razlišči. Samo če smem to dodati, vsekakor bi bilo vredno pogledati po teh arhivov, kaj imajo še od Badure. Po neki informaciji, ki sem to uspel dobiti, je mende Avstrija, Kraljevini, SKS, oziroma Jugoslaviji, predala vse personalne mape, kar so imeli oni svojih častnikov, ki so prestopili potem v Kraljevino, Kraljevo vojsko. Tako da, verjetno bi se še kaj našlo, ampak vprašanje je pa zdaj, če bi se našlo tudi personalna mapa njegova na Dunaju. Treba pogledati, ker eno od poti je sigurno tudi, da se najprej da povpraševanje v arhiv, pa mogoče atašejo še lažje, ker na kraju samem, tisto in lahko se zapelje do arhiva in vprašati, če imajo to. Druga varianta je pa ta tudi, da recimo kakšen od naših raziskovalcev pogre na Dunaj, da pogleda zadevo. Najprej bo pa zagotovo, če bo kakšen predstavnik, ki je na Dunaju, se oglasijo, ko vprašam. In to pogleda. Jaz mislim, da je vojaški ataše na Dunaju tisti, ki bi zelo lahko prišel do teh arhivov. Pa tudi, veste, jaz sem tudi vojaški ataše, ko poznam in vem, koliko ima časa. Tako da sem pripričan, da mu bo to, da bi mu ta naloga kar dobro prošla. Rečemo še kako predsednik Vraničar, nekateri atašejo v nekaterih državah, še kakšno vprašanje
Saj mislim, da se slišimo vredno reči. Tu so odprte institucije, tu niso zdaj, in najlažje se res obrnete na ta način, da pač vplate vlogo, poiščete elektronski naslov in bodo oni pač odgovorili, ker tako delamo. In jaz mislim, če je Blaž uspel priti v vojni, ker tu pa vem, dost večje težave, recimo, da ti prideš do dokumentov v Beograjskem vojnem arhivu, ker moraš tukaj preko resanja, hude birokracije, preden sploh prideš na Kapljo in se je tudi že zgodilo, da so tam prišli, pa so mogli nazaj. Res praksa je dejansko taka, bo to dosti bolj enostavno, kar se tiče tega, da se pač, to je prva pot, zdaj pa ne vem, zdaj, a se smem na internet vrniti? Samo da kratko, res jaz sem kratko, neekspeditivno odgovori, pravzaprav je internet, jaz sem to opisal na nek način ravno tu, kar je v bistvu v Sloveniji Badjura delo, ker internet danes sicer na Norveškem prevajajo kot šport, ampak je dejansko res več, zato ker pri njih na Norveškem je pravzaprav prav ta zgodba šport, oziroma smučarska, je šla prav na podoben način, kako se v bistvu ta nacionalna identiteta vezala na smučarsko zgodbo. In enak način je v bistvu tukaj deloval Badjura. Če ste v bistvu razumeli, na nek način porabiš to zgodovino in v bistvu temeljuješ, zakaj smo tukaj že od nekdaj in zakaj smo mi pravzaprav zapisani temu, da smo smučarski narod. On tukaj išče te lingvistike in naslove, lepo zbira besede, zgodovino, loško smučanje in vse to bomo prav pride. V tem smislu, tak interес. In to je tudi, ampak kar si recimo tudi povedal šport, ti si recimo šport povedal v smislu, kako ga danes, a veš, razumete, ampak ko pa gremo v zgodovino, pa zgodovinari drugače gledamo, malo drugačni so biti antagonizmi med recimo temi gibanji, ki so bila v bistvu usmerjena bolj v neko telesno vzgojo kulturno, ki so bila v bistvu izpostavljena nek kolektivni duh, tudi nacionalni duh, predvsem, kar so bili sokolji, tudi druge strani imamo pa športne klube, ki so dosti bolj neka sprva neko igračka, nemeščanske elite, ampak bolj kasneje v bistvu res preidejo v to, ker tekovanje pa v bistvu ne do teh delov. To je ta. In ko greš v zgodovino, je malo drugače. No, ta so naša zveza. Ja, seveda se da. Seveda se da. To tečaje sploh ne vem, zakaj sem se tu napisal. Skala, tukaj se vrnem v začetku, ko si začel Tomaž, skala, v zvezi z Badjuro, jaz sem prav pri Škerlaku, to je super stvar, ko je fajn se splača, da je vsak da prebere, on tu prav omenja, da so ga povabili Badjuro, da bi, ko so osnovali skalo, se pravi pred 20, tam, da bi prišel, da bi zraven bil, da bi bil celo vodja, ampak je odklonil. To tudi sam Škerlak piše, da ni bil. To je bil še Ilirij. V Iliriji je bil vse ni se izključevala stvar, ni se pa izključevala. On je v Iliriji bil od leta 19, če se prav motim, 19 prej pa je bil že povabljen v smislu, da organizira tečaje, takrat, ko se je zimska športna sekcija znotraj kluba začela. To je ta skala, smučarski klub Ljubljana, to je v bistvu zanimiva stvar, ki se recimo zastavil, smučarski klub Ljubljana te zveze, zakaj se takrat to zaustavlja, zato ker v bistvu so da tudi Badjura in vsi drugi odločili, da bo razvoj smuča oziroma športnih dejavnosti pa ne šel na ta način, da bomo najprej boljše, da mi organiziramo najprej neko krovno zvezo in bolje gremo graditi posamezne klube, govorim izključno za zimske športe, za zimske. In je zato v bistvu takrat tudi propadel program tega snovanja smučarskega kluba Ljubljana, ki je bil objavljen leta 20 že v sportu, in so v bistvu se bolj odločili, da bodo šli preko sportne zveze, ki je imela zimski športni odsek, ki je v bistvu imel sankanje smučanja in je bolj organiziral to in bolj kasneje. Zaradi tega niso pač klubi že tako, ker prvi klub smučarski samostojni je šele leta 28 smučarski klub Ljubljana, da je samostojen kot smučarski klub. Sekcija isto samostojna. Dovoljte, v skali bi še nekaj rekel, da se nam da je to mokol tam da se rešvajo za šankama kjer. V skali bi pa to povedal, da skala je bila ustanovljena na kratko samo zato, ker Planinska zveza Slovenije smučajna ni priznavala in so se mladi dobili, navdušeni tudi smučarji, so ustanovili tako skala, ki je imela svoje podružnice po Sloveniji. 27. leta, 28. 29. Tomaž, kot si omenil, skala absolutno ni propadla. No, ali nekaj si rekel, da skala se je nehala s tem. Smučanje v skali. Ne, smučanje v skali, to ni res.
Pa se ne bova prepirala, jaz bom nehal govoriti, bom šel za šank. Nekaj je pa tako, da Skala je 27 leta se še s tekmovanjem ukvarjala, da je Triglavski smuk hotela prirediti, da ga ni izvedla zaradi pomanjkanja snega in verjetno je bil Triglavski smuk po verjetnosti 1931 leta. Moj oče, ki je pristopil k Skali, je bil smučar in alpinist in je imel dnevnik, sta morala po 2 pisati 5 poletnih plezalnih tur in 5 smučarskih zimskih tur. In Skala, ko je nehala se s športnim smučanjem ukvarjati, tekmovalnim govorim, je gospod Ivan Rožman, gradbenik in načrtovalec najmanj 30 skakalnic pred po Sloveniji, šel k Gorcu, pa sam to da povem, kako je bilo, pa takoj neham Janez, z 80-metrsko skakalnico, ker Skala je nehala s tem, in pa smučarijo nehala. Hvala, jaz bi čisto pač upoštevajmo auditorij, da pač dialog, kako pač je kje druge vršili. Čisto na kratko, samo da mogoče razjasni še enega drugega stališča. 21. leta, ko so mladi fanti ustanovili Skalo, niso zaradi tega, ker SPD ne bi se šel smučanjem, zaradi tega, ker je SPD, ne Planinska zveza, ki je bila 48. sicer ustanovljena, ampak to je Slovensko planinsko društvo, imelo delo z obnavljanjem svojih planinskih postojanj. Šli so se gospodarsko panogo, medtem ko mladi fantje so želeli plezati, predvsem plezati prva leta in 21. leta so šli na svoje. Potem so začeli ustanavljati podružnice, mislim, da 3, ena je nehala delovati, so pa dodali tudi kot panogo, torej smučanje. Osnova v statutu je tako zapisano, je bilo plezanje, turistika, torej hribi in plezalna dejavnost. Zato kaj smo izpirali v smučarski kulturi? Samo čekali, da jaz sem stročaj. Moram povedati, da sem zelo zadovoljen, da je to danes, kar se dogaja, prineslo na dan tudi še nekaj druge stvari, da skozi zbor bomo tudi širše lahko pojasnili, zakaj ta problem po prvi svetovni vojni oziroma po veliki vojni na Koroškem. Namreč to, kar je dr. Torkar govoril, kar je to tudi v vlogu kulture, namreč je tu za različno razlaga. Politika, vojska in še kaj drugega, teritorija, potem nacionalisti in tako naprej. Dejstvo je, da večkrat pride na dan to, da so v Ljubljani se prikali samo za Ljubljani. In je celo menda župan, Hribar je rekel, drugih par kolov se ne ostane tam glavno v Uniji, fajno veče v Ljubljani, ali samo par nekaj. To je zdaj to, kak bi rekel, govorim, tako kot se pogovarjajo tudi na Koroškem. In skozi to, da je strokovni pristop, se pa vidi, da je tudi nekaj drugega bilo. Da je glavno bilo tudi strah nečesa drugega, ne pa da se bi gospoda Ljubljanska nekonovska. Jaz sem zelo, rekel smo reči, da je to tako, da smo te stvari tudi dalo drugač nadaljevati, ko se bomo kje srečali pogovarjali. Namreč tudi to, pred sem bil meni prostovoljec v srpski vojski, dejstvo je, da se razširja fama, ki pa nikoli ni utemeljena, ali pa povržena. Da so time Srbi bili krivi za vse, zakaj se je, ko je bil plebiscit na Koroškem, odločeno proti vsem. Kje sem govoril, da je dejstvo je, da je bila tam fama nareda in so se dali Srbi. Hvala. Hvala lepa. Jaz predlagam, da zadevo počasi zaključimo. Med našimi referenti, katerim gre za res še enkrat iskrena zahvala za njihovo sodelovanje, pa tudi za delo bodoče, je veliko tudi piscev, imamo pa pisce tudi literature v slovenski vojski in to pisce na tematiko vojaškega gorništva. No, eden izmed teh piscev je naš član izvršnega odbora, Miha Kukar, ki je avtor knjige. Jaz bi pa prosil polkovnika Blaznika, poveljnika večnacionalne
regionalnega centra za gorsko bojevanje, da se na nek simbolen način referendum zahvali. Še enkrat tudi najlepša hvala, da do imenu pripadnikov slovenske vojske za res zelo lepo pripravljene teme, zelo zanimivo. Kot rečeno, podpolkovnik Kukar je v svojih knjigah nekoliko bolj moderniški pristop pobral, tako vojaški, še bolj kot Badjura. Upam, da bo knjiga nekako spominja na današnje. Hvala in gorniški srečno z mobilom najprej skozi